Kako to, da ste se odločili za vrnitev na sceno po celih 22 letih? Ja, v bistvu smo že prej razmišljali, dobivali smo ponudbe, ampak nekako je vsaka bila v nekem takem obdobju, ko ji ni najbolj pristajalo, ne? Mamice smo, jasno. Tako da zdaj se pa je pojavilo nekako idealno obdobje, da se spet pokažemo. Kako se pa spominjate tistih časov? Spominjamo se z zelo, zelo veliko sreče, mladosti, se pravi, to je bilo res naše obdobje mladosti, sreče, ki smo takrat plesale in pele, tako da zdaj bomo to podoživljale, kot da ni časa minilo med tem časom, ne? Ja, zabavno je bilo, drugače, vsi smo živeli za to, lepi spomini, lepi vtisi, veliko ljudi smo spoznali, veliko krajev obiskali, zelo, zelo, zelo lepa življenjska izkušnja je bila. Ja, noro je bilo, ne, zelo lepo mladost smo imeli, ne, bi rekla, ne, in sedaj bomo jo malo podoživeli spet z vami. Ja, zelo rade se spominjamo teh časov, jih podoživljamo in smo veseli, da smo zopet tukaj. Kaj pa se je v vsem tem času spremenilo? Pa dobro, glede vas smo že rekli, postale ste mamice, imate tudi svojo plesno šolo, ampak čisto, če gledamo čisto na to pop sceno, katere del ste bili tudi vi, se vam zdi, da je zdaj bolje, slabše, kaj pač samo drugače, no? Jaz bi rekla zelo drugače, mi smo le v obdobju, kjer ni bilo interneta, morali smo vedno se voziti na intervjuje, se pravi, zdaj se lahko doma slikaš in objaviš, ne, socialnih omrežij ni bilo, tako da zdaj je face drugače. Ja, zelo drugače, včasih si res potreboval veze in poznanstva, da si sploh lahko začel, danes lahko začneš iz domače dnevne sobe, pa če si dober, boš uspel. Takrat pa si moral se kar potruditi, no, da si prišel do pravih kontaktov, da so ljudje zvedli za tebe, da so ti dali podporo. Smo se kar trudili in k sreči so nam prisluhnili in nam je uspelo. Se mi zdi, da se je včasih, sploh v naših začetkih, slovenska glasba dosti bolj vrtela. Veliko oddaj smo imeli, ker smo se lahko predstavile, nastopale, videospoti so se vrteli v ne vem kolikih oddajah, tako da to se mi zdi ena največjih razlik. Tako da mi se zdaj malo vračamo slovensko glasbo in verjamem, da še jih imajo ljudje v ušesih, naše hite in da bodo z nami. Ja, včasih je bilo več tega dogajanja v živo, ne, letos, mislim, v tem času lahko marsikaj urediš preko spleta oziroma digitalno. Mi smo bolj mogoče zagovornice tistih zlatih naših časov. Zdaj, 25.1. bo ta dan D, ko se boste znova zbrali in nastopili v Cvetličarni. Lahko že malo več razkrijete, kaj lahko pričakujejo obiskovalci? Pa ne vem, če bi kaj razkrivali, ne, ker ob tej priložnosti vabimo vse naše oboževalce ali pa oboževalci tistega časa, ne, ker ne bomo samo mi tam nastopali, ampak mi definitivno z našimi hiti in pa z super šovom, tako kot je bilo za nas značilno. Mi se bomo potrudili in upamo, da bo čim več naših fanov in vseh iz tega časa, ki so takrat poslušali našo glasbo z nami in da bomo naredili en taki fantastičen šov skupaj. Zdaj izgledate sicer odlično, tudi kot sem že prej omenila, imate svojo plesno šolo, tako da migate skozi, no, boste pa vseeno, odrski nastop je vseeno malo drugače, no. Še kaj ekstra vadile, mogoče tudi skupaj kaj povadile? Ja, nujno bomo vadile, mislim, da smo rekli zaenkrat 2-krat na teden, tudi v studio bomo šle, da tudi podlago glasbeno pripravimo, tako kot je potrebno, pripravljamo tudi izdelke za oboževalce, torej merch, se kar resno pripravljamo na ta dogodek. Zdaj gledam to, da sem jaz prebrala, da bo konec tega šova ob 4 zjutraj. Kako pa boste zdržali do takrat, oziroma boste tudi to kaj prej povadili? V bistvu mi bomo res mogli malo kondicijsko se pripraviti, ne, ker to je vse eno 30-minutni šov in včasih smo nastopali vsak teden, ne, pa večkrat na teden, zdaj pa je to kar zalogaj za nas, ampak vse smo fit, vse se skozi gibamo, tako da nobena se ni zasedela, tako da mislim, da ko smo že vadile za Poglej in za Deni, smo videli, da nam gre zelo hitro od rok, tako da mislim, da ne bo problema. Do 4 zjutraj pa, ne vem, mislim, da z
našimi Verjetno bo prehitro menilo. Ja, z našimi fani ne bo problema to preživeti. Pridejo tudi vaši otroci? Ja, seveda, komaj čakajo. To v bistvu nas bodo prvič živo videli, ne? Tako da se zelo veselijo. So pa vredno zelo ponosni, Alek, da kažem tudi, joj, mami, ne, no. So tak, moji so, ja, kaj mami, kaj že spet, ja, moji so zdaj najstniki, ne, in to je tisto malo bolj, bi rajš, da se o mami ne bi govorila. Nujno morate priti in kupiti karto oziroma priti. Ja, mi se zelo veselimo po tolikih letih, prvič, da skupaj to doživimo, mislim, da bo noro in morate biti z nami, res, mi komaj čakamo, da to doživimo. Veš, ker onga, ko snema, ga nikoli drug ne pozname. Tako da se more sam. Kako si pa ti kaj vesel, da ste zdaj po 22 letih spet skupaj postava Popstars in da boste to, kar ste uprizorili, no, nekaj podobnega, spet skupaj na odru 25. v Cvetličarni? Meni je to genialno. Sam sem za to navijal že leta in leta, jih prepričeval, ampak veš, njihovo življenje je malenkost drugačno kot moje, vsi imajo svoje družine in malo druge obveznosti kot jaz sam. Ampak jaz gledam na vse to kot na eno super izkušnjo, imamo možnost priti po vseh tolikih letih na oder za 5 pesmi, ki jih vsi poznajo, kar tudi ne more se vsak s tem pohvaliti. In sem vedno navijal, dajmo narediti, ne pa zakaj ne? Vse, kar dobimo nazaj, je ena čista pozitiva, veselje, naklonjenost, ljubezen, neko pozitivno energijo sprožimo in zdaj so se vsi končno ogreli in sem ful vesel, se ful veselim. S čim si jih potem prepričal, punce? Punce in fante prepričal, vse nisem bil sam edini, ampak nekako več časih se mi zdi, da nekatere ideje morajo dozoreti in potem se planeti naenkrat postavijo pravilno in se stvari nekako naravno stečejo. Včasih pač stvari ne moreš prehitevati in je treba pustiti čas v čas, da naredi svoje in potem, ko je vse prav postavljeno, potem steče. In mislim, da se je zdaj to zgodilo tako. Teda se ful veselim 25. januarja, Cvetličarne, ker smo zadevo naredili že 2 leti nazaj, letos pa seveda zadevo obujamo in osvežujemo še z power dancerkami. Kaj boš ti pripravil? Bo zelo podobno, kot je bilo 2 leti nazaj, ali bo tudi kaj drugačnega pripraviš, kakšno presenečenje? Vem, če presenečenega ne boš razkril, ampak samo toliko, da malo vemo. Ja, mislim, kaj ljudje od mene vedno pričakujejo, seveda Sebastian bo vedno plesal, še po moje pri 70, 80, ko bomo peli Hočem to nazaj, vsi plešasti, kaj sivi, bom jaz zagotovo plesal, teda to bo zagotovo sestavni del mojega nastopa. Drugače, česar se ful veselim, je to, da se mi bo po, mislim, da ne vem, več kot 15 letih pridružila moja čisto prva zasedba plesalk, ki so z mano šle skozi največje nastope, skozi največje slovenske odre, skozi največje spomine, vso Slovenijo smo skupaj prepotovali. Nekaj let sem jih že nagovarjal k temu, punce, vsaj za eno pesem, pa so bile tisto, ne, to več ni za nas, zdaj pa so končno, očitno, tudi one, do te stopnje dozorele, oziroma so se planeti prav postavili, da so rekli, pa veš kaj, si pa res želimo biti spet s sabo na odru, predvsem pa meni gre za to, veš, kaj se dogaja pred samim nastopom, ker to je en kup enega druženja, en kup enih treningov, voženj sem pa tja in tam nastanejo ti najlepši spomini. Tada v bistvu bo to en tak lep trenutek za celotno tisto prvo delegacijo Sebastiank, ko so se takrat same poimenovali. Kaj pa par dancer, ki ti si bil prej z njimi že v stiku, vmes med tem časom, ali si jih danes videl prvič in če si jih danes videl prvič, no, si jih vse prepoznal? S power dancerkami pa mene veže zelo dolgoletna zgodovina. V bistvu najprej sem bil itak, tako kot vsa naša generacija, njihov fan, potem sem šel v plesno šolo k njim, zatem sem preko tega postal celo predsednik njihovega fan kluba takrat in urejal vse njihova pisma in komunikacijo in tako naprej. No, potem pa se je začela moja glasbena kariera, tudi preko njih, oziroma najprej sem z njimi plesal na pesem Ni še konec, potem pa je tudi Natka me menedžirala, tisti prvi del moje kariere. Tako da sem z njimi ostal vsa ta leta v zelo lepem stiku, najbolj z Natko seveda, z ostalimi puncami pa bolj preko teh socialnih omrežij. Zelo se veselim, da je tokrat z nami tista res originalna power dance zasedba Sergejev, ker to je pač res isto, vsi smo navijali, da se bo to enkrat zgodilo. Tada, ko smo od mene navajeni in smo od njih isto navajeni, bo to en res energičen nastop, pa najlepše pri naših
zadevah je to, da dejansko lahko pridemo na oder in ne rabimo nič pet, pa bodo vsi peli pesmi. Teda to so res pesmi, ki so preživele generacije, pesmi, ki jih vsi poznajo, tudi tisti, ki so takrat bili hardcore rockeri ali pa heavy metalci, če pridejo zdaj, bodo pesmi zagotovo poznali, ne, in ponavadi zdaj sploh fantje, veš, takrat so bili zadržani, zdaj pa pridejo pa rečejo, pa stari, pa veš, da ste cari, ne, teda 20 plus let je trajalo, da so prišli do tega, ampak glej, bo še pozno kot nikoli. Ja, evo, družimo se v nedeljo, kdo kuha kosilo danes? Že vse skuhano, mi smo splanirane, mi smo že vse nakuhale za danes. Pa upamo, da je še kaj ostalo. Ja, tudi domači smo pripravljali, da samo malo dodajo, pogrejejo, tako da smo res. Koliko ste pa spet veseli, da boste po 22 letih spet v polni postavi s Popstars, namreč 2 leti nazaj ni bilo Power Dance, tokrat se pa pridružujejo. Ja, ful, v resnici navdušene, vesele smo, da se lahko danes mi že na tem fotkanju malo podružimo, malo obujamo spomine. Drugačna energija je, ne, če so Powerke zraven, se mi zdi. Ja, res je. V bistvu je to prva zasedba Popstars tura iz konc leta 2002, tako da je, mi se počutimo kar isto stari, ne, čeprav je že toliko let minil, ampak je res super dan, no, tole naše druženje. Tako da zdaj smo v bistvu poslušali dekleta, ne, da bo imele 2-krat na teden treninge, tako da punce, me tudi. Ne, ampak moraš vedeti, da veš, one se zdaj vračajo po x letih, ne, me pa smo že kar nekaj let spet aktivne, tako da mi vedno rečemo, ko nas vprašajo, če kaj vadimo, rečemo, ja, vsak nastop je vaja za naslednji nastop. Ja, tudi mislim, mi nismo tukaj koreografsko, zadnjih 5 let, ko smo na sceni, res imamo plesavke, bomo imeli, to lahko povemo. Ampak se posvečamo bolj petju, pa tako, no. Pripravljate kaj posebnega zdaj za ta koncert 25.1.? Ja, definitivno bo nekaj, samo ne smemo spill the beans, ali kak rečejo, ne smemo vsega izdati. Definitivno bo pa to res krasen dogodek, mi se ga veselimo, tako da res vabimo, da pridejo malo obuditi sicer nostalgijo in res vse nas v polni postavi pogledati, doživeti. Ja, pa mogoče pobrskajo, veš, po spominih, če še imajo kje kako karto iz tega Popstars tura leta 2002-2003, veš, to so taki lušni spomini, to je ta generacija, ki je takrat hodila na koncerte, zdaj so pa mogoče že starši, imajo svoje otroke in bojo veseli, da bojo babice počuvale otroke in bojo oni šli malo zažurati. No, ker če jaz pobrskam po spominu, tale bodi iz leta 2003. Ja, tako da sem ga ohranila, dala v izložbo, ne se hecam se. Pošparala sem ga, ker sem... Ja, ampak danes si ga pa dala na piedestal, ne? Naj zasije. Bodo pa tudi kakšne te vaše nove pesmi ali bodo to izključno pesmi iz takrat, ki ste jih peli? Glej, Taja, zdaj, če ti to povemo, ne, bolj bomo vse uničile. Tako da bo zagotovo zelo nostalgičen večer. Če bo pa kakšen bombonček iz nove ere Bepop, bo pa treba priditi na Popstars Reunion, pa ga mogoče z nami zapeti. In si seveda malo preposlušati te nove, ne, če bo res kaj še ne vejo tako dober, kakor je izpred 20, dobrih 20 let. So vas Power Dancerke vprašali mogoče za kakšen nasvet, glede na to, da že dolgo niso bile skupaj na sceni? Ne, to pa res vladajo. Če kdo, potem lahko samo mi prosimo za kakšen dober nasvet. Vse imajo pod kontrolo. Mislim, da je to tako, ne, v tem show biznisu, da ko enkrat to okusiš, pa ko enkrat si del te mašinerije, ne vem, če to kdaj sploh pozabiš. Ste se pa vse prepoznali? Ja, moramo, mislim, tako se pogledamo, je res zanimivo, ne, tukaj let je menil, ampak dobro, se vidi kakva gubica, sam načeloma pa energija je ista, še bolj modrejša, pa vse zgledajo take prave bombice, no. Koliko ste pa vi kaj veseli, da se zdaj po 22 letih spet je nazaj cela Popstars ekipa, da so tudi tokrat prišle Power Dancerke? Zelo veseli. Jej! Ja, je kar malo obudilo spomine, mislim, je obudilo spomine sploh za slikanje pa vsem tam in se veselimo se tudi nastopanja, seveda. Kaj pa vi konkretno pripravljate? No, bo dosti podobno, kot je bilo 2 leti nazaj, bo kaj novega, lahko že kaj razkrete? Glej, ne smemo, zato ker pol ne bo presenečenje. Zna biti, da se bomo, ne vem, s helikopterjem spustili, ne, v svetličarno, da bomo, ne vem, na trampolinih skakali. Recimo, da bojo brzilke.
uletele plesati z nami. Tega se bomo prav veselili. Ponovadi je tako pri nas, mi dosti delamo na tem, da smo spontani na odru, no? Tako da ni dveh istih šovov pri nas, tako da puste se presenetiti. Mogoče bomo presenečeni tudi mi. Ne? Bo eno presenečenje bo sam nažalost uspemo izdati. Ja. Kaj pa oboževalke so to, nekje ta starostno obdobje, ki so že takrat spremljale, ali je tu dosti novih? Zanimivo, pri prvem koncertu smo se lik pogovarjali med sabo in rekli, kje so fenice, ker zdaj bi fenice mogli, je bilo pretežno dosti mladih, smo bili presenečeni glede na to, oni sploh vejo, kdo smo mi, a ne? In očitno so starši prenesli na njih. Tako, ko smo mi včasih Mišo Kovača poslušali, pa smo bili tam mali, pa so ta stari poslušali, zdaj mi pač, zdaj oni nas poslušajo. Mi smo Bebop! Sebastian, Game Over! Power Dancers! In 25. januarja vas vabimo v Cvetličarno, kjer za vas pripravljamo veliki koncert Pop Stars Reunited!